Bom poskušal vam zelo na enostaven način razložiti, kaj je torej indeks pri delnicah. A poznate kakšen indeks? Kako? SBI je recimo slovenski, ne? DAX, na primer, je nemški. Kateri so ameriški? S&P 500 ali pa Dow Jones, ne? So ameriški. Torej, dajmo vzeti recimo Dow Jones. Dow Jones 30, ne? Je indeks, ki so ga ustvarili leta 1896. Okay? Kaj so takrat naredili? Preprosto, oni so imeli takrat neka podjetja na borzi. Okay? Isto kot zdaj, samo da jih je bilo manj. So imeli pač v Ameriki neka podjetja na borzi. In oni so rekli tako, ne? Ja, mi zdaj vidimo posamezna podjetja, kaj se dogaja z njimi, ampak ne vemo pa, kaj se dogaja za celoten trg. Če hočemo nek kazalec, ne? Kako bomo mi videli, kako celoten trg dejansko gre gor ali pa dol, ne? V določenem dnevu, v določenem mesecu, v določenem letu. In so rekli tako, dajmo si tukaj vzeti eno košarico, takrat jih je bilo 12, delnic velikih ameriških podjetij in dajmo jih združiti v nek indeks. In dajmo temu indeksu dati vrednost recimo 100. Danes, torej 1.1., zdaj to se izmišljujem, no, leta 1896, so rekli, aha, dajmo tej košarici delnic, dajmo dati vrednost 100. Danes je vrednost 100. In potem, naslednji dan, so se pač tukaj neki gibali tečaji, ne, in v povprečju so šle delnice recimo za 1% gor. Koliko je bil potem indeks? Ja, 101, ne? 101. Drugi dan so padli indeksi za 2%. Koliko je bil potem? Nekje tam blizu 99, ne, malenkost več, ne? Ne, malenkost manj, ne? 2% od 101 je malo več kot 2, ne? In tako naprej. In skratka, od takrat naprej so oni gledali, kako zadeva gre gor in dol za to skupino delnic in temu se je reklo indeks. Okay, torej indeksi, o katerih bomo danes še precej govorili, indeksi so dejansko ena košarica delnic, ki jim pač skupaj spremljaš gibanje v neki skupini, ne?